Jaz imam ugasnjen. Zdaj moram naprej. Sam ne iti na stezo kolesarsko. Če pa gre to noč. Ja, je čakala. Da gremo s kolesarskim. A tja? Tja? Ok, Zdaj vam nič ne morem povedati, kasneje, najbrž. Ampak najbrž prihajate tudi s kakšnimi vprašanji danes na sestanku? Danes pričakujem podrobno analizo strani Ministrstva za zunanje zadeve in tudi natančno časovnico in aktivnosti, ki bo vlada, ki ima odgovornost, da izpelje arbitražni postopek in kaj pač arbitraža načrtuje v naslednjih dneh. Tudi pričakujem, da bom dobil vse informacije, da potem lahko določim datum sklica seje odbora za zunanjo politiko. Več pa po srečanju. Hvala lepa. Kako mislite, da Slovenija izgubila na postopku s takšnimi stvarmi? Več, ne razumete, več potem. Hvala lepa. Hvala. Dobar je, super, da se to posneli. Zdaj bodo po moje tam prihajali za vlado. In dan vlade. Tako? Vroče, ne? Ja. Kako me je tle lahko? Ja, ne. Hvala lepa za vašo udeležbo in za veliko zanimanje. Danes smo imeli na Ministrstvu za zunanje zadeve sestanek z različnimi predstavniki. Tako je bil na sestanku tudi predsednik odbora za zunanjo politiko, potem predstavniki kabineta predsednika vlade, kabineta predsednika države, pa kabineta predsednika državnega zbora.
Z nami je bil tudi veleposlanik gospod Volk, veleposlanik v Zagrebu in pa seveda tudi naša agentka, doktorica Škrk. Namen sestanka je bil predvsem ocena stanja in pa dogovor glede nadaljnjih korakov. Kot veste, je vlada imenovala arbitra, ki se kasneje premislil in odstopil. Lahko povem, da v četrtek bomo imeli najprej sestanek predsednikov parlamentarnih strank, to bo zgodaj zjutraj, kasneje o tem bo več povedal predsednik odbora za zunanjo politiko in seveda tudi pričakujemo četrtek, da bo tudi seja vlade, kjer bo sprejeta odločitev glede novega arbitra. Tukaj so različne možnosti, lahko imenujemo slovenskega arbitra, lahko tujega arbitra, lahko pa tudi prepustimo imenovanje predsedniku arbitražnega sodišča. Kakšna bo odločitev, bo pač odvisno predvsem od konzultacij in od razprave na sestanku predsednikov parlamentarnih strank. Seveda tukaj bo tudi pomembno mnenje odbora za zunanjo politiko, pričakujem pa, da bo končno odločitev sprejela vlada, glede na to, da je že prejšnjikrat bilo odločeno, da naj vlada imenuje arbitra za arbitražno sodišče. Kar se tiče samega postopka, Slovenija stoji na stališču, da se nadaljuje arbitražni postopek, mi v celoti zaupamo arbitražnemu sodišču, mi smo tudi ves čas v stiku z našo odvetniško pisarno in seveda oni nam tudi pripravljajo ustrezne predloge za nadaljne korake. Enostranski odstop Hrvaške seveda ne pomeni konec arbitražnega postopka. Po mednarodnem pravu vemo, da takšen enostranski odstop ni mogoče. Tudi po Dunajski pogodbi smo mnenja, da pač te pogoji niso izpolnjeni, zato bo Slovenija pač nadaljevala ta postopek pri arbitražnem sodišču. Pri tem smo pa tudi zelo zadovoljni, da tudi Evropska komisija ima enako stališče, da je potrebno ta spor reševati v okviru arbitražnega postopka. Toliko z moje strani. Morda bi še komentiral, ker ves čas berem, da sem se zavil v molk. Naj povem, da s predsednikom vlade sva že nekaj časa dogovorjena, da izjave v zvezi z arbitražnim postopkom daje samo kabinet predsednika vlade. Jaz ta dogovor spoštujem. Včeraj so se pa dogovorila glede na močen pritisk medijev, da naj tudi nastopi v javnosti minister za zunanje zadeve, so se dogovorila, da danes organiziram novinarsko konferenco in sem na voljo tudi za vaše vprašanja, ker vidim, da imate veliko še drugih vprašanj, ne samo v zvezi z arbitražnim sporazumom. Sedaj bi pa predal besedo predsedniku odbora za zunanjo politiko, ki ga še enkrat lepo pozdravljam in se tudi mu zahvaljujem za današnjo udeležbo na tem sestanku. Lepo pozdravljeni tudi v imenu odbora za zunanjo politiko. Tudi sam se želim ministru zahvaliti za povabilo na današnji sestanek. Odbor za zunanjo politiko je vedno zelo podrobno spremljal vse postopke v zvezi z arbitražnim sporazumom. Naj vas spomnim, da smo pred kratkim obravnavali 7. poročilo vlade v zvezi z arbitražnim sporazumom. In zato sem tudi na današnji sestanek, ki ga organiziral minister za zunanje zadeve, gospod Karl Erjavec, prišel z namenom, da dobim natančne informacije o časovnici aktivnosti vlade v zvezi z trenutno situacijo. Zadovoljen sem z razpravo na sestanku in ker bo v četrtek 13. tega meseca ob 9. uri sklican se strani predsednika vlade vrh političnih strank Slovenskega državnega zbora, bom sejo odbora za zunanjo politiko sklical
istega dne, torej v četrtek 13. ob 11. uri. Ta seja bo zaprta za javnost, ker smo praktično tudi vse postopke, ki smo obravnavali na odboru za zunanjo politiko, obravnavali na zaprtih sejah. Odbor za zunanjo politiko ostaja na istem stališču, kot ga je imel doslej, to pa je, da si dejansko prizadevamo za krepitev moči, integritete in neodvisnosti arbitražnega sodišča in da vztrajamo pri tem, da se arbitražni postopek spelje do konca. Republika Slovenija je država, ki upošteva, ki spoštuje mednarodne dogovore in arbitražni sporazum je mednarodni dogovor, je mednarodna pogodba in to bomo tudi naprej spoštovali. Hvala lepa. Halo, aha. Hvala lepa za besedo. Mene v prvi vrsti zanima, kaj Sloveniji svetujejo odvetniki, predvsem v zvezi z izbiro arbitra, koga, tujca, Slovenca, ali prepustiti, ali pač to prepustiti sodišču, pa po drugo, kdaj v bistvu se iztečejo roki tako za Slovenijo in pač da imenuje svojega arbitra tako za Slovenijo, tako za Hrvaško, vemo, da je, mislim, da je 14. avgust rok. Zakaj bomo mi recimo en dan prej pohiteli, kaj se imenujemo tujca, na drugi strani Hrvaška taktično imenuje svojega. Ste o tem tudi kaj recimo razpravljali? Hvala. Kar se tiče stališč naših odvetnikov, tega seveda ne moram javno komentirati. Ta stališča so nam poznana in bodo tudi pravočasno znana javnosti, mislim, da najkasneje v četrtek. V tem trenutku pa gotovo ne morem poročati o tem, kakšno je to stališče odvetniške skupine, ker so tudi oni zaprosili, da naj ti pogovori ostanejo zaupni. Kar se tiče roka, pravilno ste ugotovili, Hrvaška mora do 14. avgusta imenovati svojega arbitra. Glede na odločno izjavo, da odstopajo, ne pričakujem, da bi se to zgodilo. Vi veste, da arbitražen sporazum predvideva v takem primeru, da lahko arbitražno sodišče samo postavi arbitra, ki bi zastopal interese oziroma ki bi deloval v imenu Hrvaške. Kar se pa tiče našega arbitra, pa kot sem povedal, mi ga bomo pravočasno imenovali, pričakujem, da se bo to zgodilo v četrtek. Maja Mastnak, Planet TV. Gospod Erjavec, velika zmaga slovenske diplomacije, kaj pa potem, ko je Abraham odstopil, kaj je to za vas, kako ste vi to občutili in kdo se je z Abrahamom potem, ko ste ga imenovali na vladi, pogovarjal, vi, predsednik vlade, kdorkoli drug? Poglejte, jaz tega odstopa ne bi komentiral, pač tako se je odločil. Če bi nadaljeval svoje delo, bi to gotovo bila zmaga slovenske diplomacije, kot sem takrat to tudi povedal. Pač se je odločil, kakor se je odločil, nastala je nova situacija. Moramo pač ravnati v skladu z arbitražnim sporazumom, v skladu s pravnimi pravili, ohraniti mirno kri in zlasti pomembno, da ohranimo politično enotnost v Sloveniji. Glejte, o tem ne bom javno govoril. O tem ne bom dal izjave. Taja Šavar, Televizija Slovenija. Kakšni so bili pa pravzaprav pogoji, da je gospod Abraham sploh sprejel to funkcijo? On je bil povprašan in je sprejel, v nekem trenutku se pa premislil. Več vam ne morem komentirati. Aleksandar Lukić, Slovenske novice. Jaz bi vprašal, če lahko mogoče poveste, koliko honorarja je prejel gospod Sekolec, potem gospod Abraham, če se da mogoče kaj na to temo povedati in ali boste od gospoda Sekolca zahtevali, da glede pač na kakšne so posledice vrnitev honorarja za njegovo delo. Poglejte, glede teh podatkov, to jih lahko pridobite naknadno od ministrstva, če niso zaupni, ker ne vem, kakšen je status teh podatkov.
Kar se pa tiče gospoda Sekuljca, pa so tako in tako, mislim, sproženi določeni postopki, kot je meni poznano. Tako da tega ne bi komentiral, je to stvar postopkov. Miha Orešnik, Kanala, samo glede logistike naslednji četrtek. Torej najprej parlamentarni vrh, potem OZP in kaj takoj po OZP-ju, potem seja vlade. Potem pa vladajo. Irina Joveva, Pop TV. Gospod minister, vi ste vseeno pač zunanji minister. Mene zanima, kakšno je vaše mnenje, kaj bi bilo najbolje, da Slovenija naredi glede novega arbitra, torej a ne ga imenuje sama, a ne prepusti arbitražnemu sodišču, in tudi govorili ste o politični enotnosti, ampak te očitno več ni. Dobili ste včeraj več pozivov k temu, da prevzamete odgovornost. Odgovornost za kaj? Za nov zaplet. Kakšen zaplet? Odstop gospoda Abrahama. In kaj imam jaz s tem? Ja, nekateri govorijo, sem predvsem Hrvati, da zdaj še... Jaz vam lahko zagotovim, da ga nisem prepričeval, naj odstopi. Tako da ne razumem vašega vprašanja. Naslednje vprašanje? Je še kakšno vprašanje v povezavi z arbitražnostjo? Pa ste ga vi prepričevali, da sprejme to nalogo? Poglejte, tega ne bom komentiral, sem vam povedal. Kakšne bodo pa zdaj aktivnosti, se pravi v tem tednu do četrtka, se boste pogajali, s kom se boste pogovarjali, s morebitnimi kandidati, če bi recimo izbrali to opcijo, da izberete slovenskega kandidata ali tujega? Kdo bo to upravljal? Glede na to, da je večina vlade na dopustu, no? Poglejte, mi smo v stalnem kontaktu tudi sam s predsednikom vlade in verjetno bojo te pogovori tudi znotraj vlade, znotraj koalicije in tudi z ostalimi parlamentarnimi strankami zelo intenzivni do četrtka. Pa se boste vi osebno tudi angažirali? Tem, da bi se s kom pogovorili, glede na to, da ste zunanji minister, diplomacija imate malo prstov? Poglejte, v skladu s svojimi pristojnostmi. Gospod Horvat, katera možnost je pa vam bliže, da Slovenija sama imenuje arbitra ali da ga imenuje kar arbitražno sodišče? Na dnevnem redu seje odbora za zunanjo politiko, ki jo bom sklical danes za četrtek 13. bo informacija o trenutni situaciji in želeli bomo seveda od vlade izvedeti vse, kaj namerava, kakšne korake namerava peljati v nadaljevanju. Ključno pa je ta trenutek naslednje. Tako se je razmišljal odbor za zunanjo politiko in tudi, ker sem predstavnik Nove Slovenije, tudi Nova Slovenija. Ta trenutek je pomembno, da v ospredje postavimo državo, Republiko Slovenijo. Zdaj ni čas za to, da v ospredje postavljamo strankarske interese, še manj interese posameznih politikov. Mi se poskušamo tako obnašati. Ja, pardon. Ali imate mogoče že kakšne informacije od arbitražnega sodišča, kdaj naj bi bilo tisto zaslišanje pač glede celotnega zapleta, ki ga je sodišče napovedalo, mislim, da 24. julija. Pa zanima me tudi, kakšne so aktivnosti diplomacije in če imate morda kakšna stališča drugih držav, velesil do celotnega zapleta problema. No, kar se tiče datuma, zaenkrat ostaja tisti datum, ki se pojavlja, zaenkrat ni spremembe, lahko se zgodi, ni nič, ne morem nič konkretnega o tem reči, tako da ta datum, ki je javnosti znan, ostaja. Kar se tiče aktivnosti diplomacije, moram reči, da diplomatska mreža aktivno dela zlasti v smislu, da pojasnjuje situacijo in zlasti v smislu, da vidimo arbitražni postopek kot edini inštrument za razreševanje tovrstnih sporov. Veste, da v regiji imajo nekatere države še odprta mejna vprašanja in stališče Slovenije je, da arbitražni postopek je pravi način reševanja teh sporov. Glede, ne vem, velesil, ali kako ste omenili, poglejte, ključno je to, da Evropska komisija vidi arbitražni postopek kot edini način reševanja tega spora. Moram pa reči, da tudi ostale države
zlasti članice Evropske unije so tega mnenja. Ne smete pozabiti, da je bil arbitražni sporazum podpisan tudi pod okriljem predsedovanja Švedske. Gospod minister, omenili ste, da zoper gospoda Sekolca, da se vodijo določeni postopki, lahko kaj več poveste, kakšni so te postopki, o čem ste govorili? To sem zvedel iz medijev. Vi pa nič ne veste o tem? Ne. Še eno vprašanje? Gospod Erjavec, v kakšni luči pa se zdaj Slovenija kaže v bistvu na mednarodnem parketu? Prvi odstop, drugi odstop arbitra. Kaj to recimo pomeni v mednarodni javnosti? Nič posebenega, pač to je del pravnega postopka. Bolj je vprašanje, kako mednarodna javnost gleda na tiste, ki ne spoštujejo mednarodnih pogodb in enostransko odstopajo. To je pravo vprašanje v tem trenutku. Še kakšno vprašanje na temo arbitraže? Ali se boste tudi kaj osebno sestali? Ste včeraj napovedali, da mu boste dali to informacijo? Po telefonu in tudi na druge načine. Moje vprašanje se nanaša na neko splošno evropsko zavest, ki jo je poteptala zdaj Hrvaška s Sodrgo v Kninu, ko so se drli in pozdravljali na ustaški način. Namreč, mi moramo vedeti, da smo bratski narodi, Hrvati in Slovenci, in se spoštujemo in imamo radi, tudi v kulturi. Mene zelo skrbi kot pisatelja, da se soočam v teh razmerah s takim obnašanjem, ki je javno, ki je množično, in da se pogovarjajo v nekem fanatizmu, ki je seveda kot tak tudi protislovenski. Kaj menite o tem, kako bomo kot Slovenci v diplomaciji vzpostavili nek normalni red tudi v Evropski skupnosti oziroma v Evropski uniji, tudi glede na arbitražo? Moram reči, da se strinjam z nekaterimi vašimi ugotovitvami, zlasti v tem smislu, da v Evropi se pojavlja nacionalizem in to ekstremni nacionalizem, ki ni v skladu z evropskimi vrednotami in zato je toliko bolj pomembno, da tudi slovenska diplomacija brani evropske vrednote. Hvala lepa, vidim, da ni več vprašanj, nasvidenja.